Na Blejskem strateškem forumu je bilo govora o tem, kako masovni turizem lahko obremeni določene kraje, določene dele držav in pa določene turistične znamenitosti. V Sloveniji trenutno nimamo prevelikih težav s tem, da bi bilo preveč turistov na določenih točkah, razen v nekih kratkih časovnih obdobjih ob točno posebnih terminih. Dobili pa smo tudi odgovor na to, kako se temu izogniti. In sicer tako, da turiste usmerimo tudi na točke, ki mogoče niso vedno v ospredju, ki niso takoj na prvih straneh prospektov ali pa spletnih strani, ampak jim pokažemo tudi tiste majhne skrivnosti, ki so jih do nedavnega poznali samo domačini. In če bomo razpršili te turistične tokove, bo širše območje imelo veliko več od tega in posamezne turistične točke ne bodo preobremenjene. Ja, rast v turizmu predstavlja tako priložnosti kot tudi izzive. Izzivi so za različne destinacije različni. Destinacije se po svetu soočajo z različnimi problemi. O tem smo danes govorili na turističnem panelu v okviru strateškega foruma na Bledu. Poglejmo, največje probleme imajo zagotovo Barcelona, pa Benetke, Dubrovnik, Amsterdam in številne druge. Recepta za rešitev teh problemov ni enotnega, se pravi ni enotnega modela, kako nasloviti te izzive. Skratka, destinacije se morajo začeti z aktivnim upravljanjem turističnih tokov na sami destinaciji, z oblikovanjem produktov, ki bodo motiv prihoda izven glavne sezone in pa skozi celo leto. Vsekakor je izjemno pomembna strategija na ravni države, na ravni destinacije, jasna vizija, kaj destinacija želi in pa seveda trajnostni razvoj. Pomembno je pa tudi sodelovanje vseh partnerjev, vseh deležnikov, izjemno pomembni so drugi kriteriji merjenja uspešnosti, vse bolj je pomembno zadovoljstvo prebivalcev, zadovoljstvo turistov, to je bistvo formula za uspeh. Na Slovenski turistični organizaciji smo aktivno pristopili k tej problematiki že 10 let nazaj, ko smo jasno začrtali pot v trajnostni turizem. Oblikovali smo pred nekaj leti naš poseben unikatni model zeleno shemo slovenskega turizma, s katero želimo v bistvu pospešiti trajnostni turizem v destinacijah pri ponudnikih. In potem je tudi shema postala mednarodno poznavna, razvijamo tudi edinstvena doživetja, butični turizem spodbujamo. Skratka, v Sloveniji imamo še prostor za rast, vendar naj bo ta rast trajnostna, naj bo v obdobju izven glavne sezone razporejena v manj znane destinacije.